Z nami je Alenka Auberšek, izvršna direktorica za zakonodajo in politike na Gospodarski zbornici Slovenije. Gospa Alenka, Gospodarska zbornica Slovenije je pogosto videna kot most med državo in podjetji oziroma gospodarstvom. Država in podjetja sta si pogosto tudi na zelo različnih bregovih. Kako je s sidranjem takšnega mostu? Sidranje takšnega mostu je osnovno poslanstvo Gospodarske zbornice, da v dialogu tako z vlado, na drugi strani s podjetji oblikujemo predloge za konkurenčnejše poslovno okolje, da bodo lahko naša podjetja delovala na način v domači državi, tako kot lahko deluje njihova konkurenca v sosednjih in daljnih državah. Danes je bila ena izmed tem tudi pametna specializacija. Kakšno je vaše mnenje? Je to prava pot? Slovenija je majhna država, lahko se specializira oziroma mora se specializirati za tista nišna področja, na katerih ima kritično maso, se pravi dovolj znanja, kompetenc in kapacitet. Takšnih, s katerimi lahko prodremo na globalnem nišnem trgu. Pametna specializacija je odgovor Slovenije na način, s kakršnim smo z evropskim in nacionalnim denarjem vlagali v razvoj v preteklih 10 letih. Preveč razdrobljeno, premalo osredotočeno, brez konkretnih merljivih ciljev zasledovanja vsebine projektov, ne zgolj neke administracije. Pametna specializacija je pravi odgovor na to, da Slovenija najde tiste prave fokuse svojega delovanja, ne samo vlaganja sredstev, ampak tudi politik, davčne, okoljske, prometne in ostalih, gospodarske, s katerimi bo naš produkt, bruto družbeni produkt, mogoče dvigniti vsaj za tretjino in zagotoviti bistveno bolj kvalitetna delovna mesta, kot jih imamo danes. Zagotoviti delovna mesta pomeni ne samo nova delovna mesta, ampak delovna mesta, s katerimi se bomo morali odzvati na procese reindustrializacije Evrope, ki zahteva več znanj, več kompetenc, več tistih mehkih znanj, predvsem pa povezovanja čez sektorje, čez področja znanosti, čez regije, čez lokalne interese in tako naprej. Skratka, izjemen poudarek pametne specializacije na drugačni filozofiji, da lahko več posamičnih znanj, več posamičnih ljudi skupaj naredi tudi zmagovite globalne zgodbe. Ker zelo dobro poznate stališča in želje obeh dveh bregov, lahko jim nalijemo zdaj še malo čistega vina. Kaj dela država prav in kaj narobe in kaj delajo podjetja prav in kaj narobe, po vašem mnenju? Tista podjetja, ki vedo, da s starimi produkti in starimi storitvami ne morejo konkurirati ne doma, ne na tujem, ker globalna konkurenca je povsod, so prava podjetja. Tista, ki se tega ne zavedajo, so na slabi strani te zgodbe. Država, ki ne zna spodbujati, da podjetja in ne nazadnje ves državni in javni aparat ne delujemo v skupni smeri, da krepimo konkurenčnost, je v bistvu tudi na razpotju. In na nas skupaj je, da se zavemo, da smo doslej delali bistveno premalo osredotočeno, bistveno premalo povezano in da je to izziv za vse, da spremenimo. Časa za to pa nimamo veliko. Menite, da je industrijski forum 2014 pravi dogodek, da se začne dialog premikati tudi v to smer? Sodelovanja, povezovanja, reševanja in dejansko premikanja mejnikov. Kaj je to dogodek IRT? Tako, ja. Ja. Dogodek IRT, številni dogodki na Gospodarski zbornici, številni dogodki na Obrtno-podjetniški zbornici in še kje drugje, tudi na ravni države, korak za korakom prispevajo k temu, da bomo spremenili filozofijo našega delovanja. Od posamičnega k več skupnemu, od posamičnih interesov v neke skupne, bolj uspešne zgodbe. Kje pa bi vi sama začela graditi boljšo konkurenčnost in kondicijo domačega gospodarstva in industrije? Jaz sama to že delam. Oziroma
Po vašem mnenju, kje bi morali začeti graditi kondicijo oziroma konkurenčnost našega gospodarstva? Če govorimo o ukrepih znotraj podjetij, kako lahko ukrepijo svojo konkurenčnost, zagotovo s tem, da skrbijo za pametne kadre, da znajo prav upravljati z njimi, da iz njih izbrskajo tiste skrite talente, ki so mogoče premalo razkriti, premalo povezani. Na strani države pa, da odpravimo vse tiste številne ovire brez škode za delovanje sistema, ki pa vendarle gospodarstvo prinašajo neizmerna, nepotrebna bremena, zaradi katerih smo nekonkurenčni pri proizvodnji nizkocenovnih produktov, ker so druge države cenejše. Na drugi strani smo pa predragi na področjih, ki bi jih želeli spodbujati, visokotehnološke, kjer imamo zopet znanje preveč obdavčeno in številne ovire, zaradi katerih smo premalo privlačni za domači in tuji kapital. Alenka, najlepša hvala za vaše odgovore in lep dan še naprej.